Odgovori na mestu. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Odgovori na mestu, v kateri gostimo župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Občina Brežice se svojim delom aktivno prilagaja spremembam, ki jih terja virus, ter potrebam in željam občank in občanov. Kljub temu pa, da smo v zadnjem letu izkusili manj priložnosti za srečanja na prireditvah in dogodkih v živo, so na občini delali s polno paro in uresničili številne zadane projekte in programe. Delovanje občine Brežice pa iz prve roke najbolj pozna današnji gost, župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Gospod župan, leto 2021 se počasi izteka. Kakšno je stanje v občini Brežice? No, ne glede na epidemijo in pa na vse ostalo, lahko rečem, da je stanje v občini zelo v redu, dobro. Seveda bi si pa še želel bolj, da bi bilo tudi tako pri samih okužbah COVID-a, kajti moram reči, da nas kar žalosti, da se ponovno okužbe širijo in zato seveda mogoče v začetku tudi, da pozovem vse poslušalke in pa poslušalce, da res to stanje jemljemo zelo resno in da upoštevamo vse ukrepe, ki je potrebno. Seveda, kar se pa tiče same občine, pa kljub vsemu lahko rečem, da smo v letošnjem letu na občini bili izjemno delovni, operativni. Lahko rečem, da je celo to leto presežko za občino Brežice. Pa naj mogoče na začetku seveda izrečem tudi na nek način zahvalo vsem prostovoljcem in pa vsem, ki so bili pri teh ukrepih in pa pri samem delu občine izjemno uspešni, predvsem kar se tiče pomoči, najprej seveda tistim, ki so bili pomoči potrebni pri COVID-u, to so starejši, katerim so prostovoljci prenašali tudi hrano, zdravila, prevažali jih in podobne stvari. Seveda, potem pa lahko rečem, da tudi v same občini, po občinski upravi, kljub epidemiji nismo mirovali, res da nismo bili na prireditvah, smo bili pa zelo aktivni. Definitivno je bilo potrebno se prilagajati situaciji, pa naj bo to na prireditvah, kar se tiče društev. Res, da ni bilo v živo prireditev, smo pa seveda programe vse prilagodili glede na možnosti, predvsem preko raznih spletnih orodij smo izvajali sestanke, razne programe, projekte. Prav tako lahko rečem, da tudi same seje občinskega sveta so potekale nemoteno v skladu z NIJAZ-om, tako da tudi vsi ostali akti, ki so bili potrebni za sprejeti, so bile v letošnjem letu sprejeti. Posebej smo dali pozornost predvsem, kar se tiče omogočanje podjetjem, da so lahko nemoteno delale, zato smo sprejemali skozi celo leto OPPN-je, ki omogočajo gradnjo. Veseli me, da smo pridobili nova podjetja v občino. Tu se pokaže, kako pomembno je, da smo pred 10 leti šli v investicijo industrijske cone v Brezini, v katero smo dobili seveda podjetje TPV Avtomotiv, ki imamo praktično eno največjih investicij celo v državi, strateškega pomena, in zdaj praktično so že v Brežicah zagnali proizvodno tako na stari lokaciji, kjer so še dokupili Vino Brežice, potem bivši Agroservis in pa TPV so združili v eno skupno delavnico, ki so jih povezali, v katerim izvajajo predvsem dele za električne avtomobile. Po drugi strani pa seveda so na lokaciji Brezina praktično zgradili novo tovarno, v kateri se pa bo proizvajali deli za BMW in pa za ostale, in pa tudi upravno stavbo, kajti tudi sama uprava se iz Novega Mesta seli v Brežice, kar pomeni seveda, da bo to v prihodnosti eno najmočnejših podjetij v naši občini. Zraven tega se tudi razvijajo podjetja v Slovenski vasi, to je Narajan in pa tudi City Connect v Brežicah, in pa seveda nasplošno tudi ostali podjetniki, moram reči, da kar dobro delajo. Veliko pozornosti smo tudi namenili samem turizmu. Tu smo predvsem poskušali z dodatno promocijo naše občine. Lahko povem, da se tudi same nočitve turizmu povečujejo, verjetno delno tudi zaradi pomoči države preko bonov.
Tako me veseli seveda, da še vedno Terme Čatež so tiste, ki so najmočnejše. Največ gostov seveda noči v Termo Čatež, so pa tudi ostali sobodajalci in pa vsi ostali, in lahko rečem, da celo v letošnji poletni sezoni je bil večji število nočitev celo kot leta 2019, kar pomeni, da se tudi sam turizem nam dviguje. Tako da tudi na ostalih področjih je bilo pa to leto izjemno investicijsko. Moram reči, da toliko investicij, kot smo imeli v tem letu, jih še ni bilo. Razlog seveda je več. Eno je seveda, če želiš imeti investicije, da moraš imeti pripravljene projekte. Tu se vidi, da na občini Brežice že imamo tako ekipo kot neko kontinuiteto, dolgoročno načrtovanje in pa vlaganje, v katerem smo imeli dosti projektov. In pa seveda drugi razlog pa je, da smo pridobili v tem času bistveno več sredstev. Razlog je tudi, da je vlada namenila občinam več denarja za investicije. Tako, in pa seveda, da so tudi začele končno črpati evropska sredstva. Tako da iz vseh teh delov lahko rečem, da smo tudi za to investicijsko zelo bili uspešni. Treba pa seveda povedati, da me veseli, da, kot sem že povedal, da smo na občini zelo sodelovali z raznimi društvi in da so se zelo hitro prilagodili na nove sisteme delovanja in da se je pokazalo že v jesenskem delu, da ta naša društva lahko zelo hitro tudi začnejo z dogodki, prireditvami, ki so bile v oktobru, in se to kaže, da občina Brežice deluje in pa da se kaže tudi na to, da je občina Brežice ostala ena večjih občin v Sloveniji, da se ni razdelila. To je bilo še posebej pomembno v času zaprtja mej, kajti naši občani so imeli praktično skoraj vse storitve v svoji občini, seveda vključno z zdravstvenim storitvam, kajti tudi sama bolnica je pomembna in pa zdravstveni dom. In pa me veseli, da tudi država, vlada namenila denarja za obnovo bolnice po dolgih letih, kar pomeni, da se tudi krepi zdravstvo v naši občini, ki šele v teh časih vidimo, kako je pomembno, oziroma še bolj, kot smo to opazili v preteklosti. V odgovoru ste že omenili investicije, to bomo malo podrobneje še v prihodnjih minutah. Sedaj pa še občina Brežice je bila uspešna pri prijavi in kandidaturi za prejem naziva Evropsko mesto športa 2022. Zakaj se je občina odločila za kandidaturo in kaj ji bo to prineslo? Dejstvo je seveda, da v občini Brežice je šport zelo razvit, predvsem po zaslugu naših športnih društev, klubov, ki so zelo aktivni. Imamo kar precej prostovoljcev, športnih zanesenjakov, ki delujejo, povezani so tudi z športno zvezo, in nekako pobuda je prišla, da mogoče poskušamo tudi z kandidaturo za Evropsko mesto športa za 2022. Zato seveda smo z skupnimi močmi zbrali vse aktivnosti, ki jih imamo, in napisali prijavo. In seveda me veseli, da je prišla komisija, ki je že na začetku na osnovi prijave ugotavljala, da je to mesto zanimivo, ki veliko nudi športu. In seveda ta mednarodna komisija, ki je prišla, si je ogledala vse te dogodke, prireditve in je bila navdušena že takoj. Pravi, da se vidi, da za eno takšno relativno majhno občino v Evropi, seveda kljub temu, da v Sloveniji smo že med večjimi, veliko nudimo šport in da imamo res razvejeno in da imamo šport za praktično vse generacije, da je poskrbljeno za otroke, za klube, za tiste, ko so aktivni oziroma profesionalni športniki, kakor tudi za invalide, potem lahko rečem tudi za starejše, rekreacijo. In veseli me, da so potem po 2 tednih nam poslali obvestilo, da bomo dobili naziv Evropsko mesto športa za 2022 in da seveda ta naziv, vkolikor bojo možnosti, bo nam predan nekje v konc leta v Evropskem parlamentu. Tako da sigurno je to za nas veliko priznanje za vse tiste, ki v športu delujejo. Po drugi strani je pa tudi zelo dobra možnost tako promocije in pa verjamem, da tudi pri črpanju kakšnih sredstev v prihodnosti in da bomo šport še bolj okrepili. Občina Brežice pa je v letu 2021 osvojila tudi naziv 5. najbolj transparentne občine v Sloveniji. Je res, kaj ne? Ja, tu lahko rečem, da v občini Brežice že kar nekaj let sistematično delujemo na
transparentnostni in pa da smo čim bolj seveda tudi prepoznavni in pa da dobro sodelujemo, obveščamo javnost z občinskim svetom in pa z ostalim. Sam osebno, odkar sem na občini, sem na tem področju dal veliko pozornosti, konec koncev moja poklic je tudi organizacija in management, pa seveda 20-letne izkušnje v podjetju so mi dale, da dejansko samo z dobro in pa uigrano ekipo si lahko uspešen. Tako smo že pred leti, ko sem začel na občini, uvedli ISO standard, katerim smo določili odgovornosti in pa seveda tudi vse ostale procese, kdo kaj mora delati. Prav tako seveda z ekipo, ki jo imamo, smo zelo veliko delali na tem prepoznavnosti in pa na transparentnosti. In danes me veseli, da to opažajo tudi ostale inštitucije, ki to ocenjujejo, ki so to anonimno ocenjevale v celi Sloveniji in seveda med 212 občinami biti na 5. mestu je to kar veliko priznanje. Lahko pa rečem, da seveda to priznanje celi občinski upravi, ne samo meni, kajti dejansko verjamem, da ta občinska uprava deluje kot tim in da se trudi za to, da je seveda transparentna in pa seveda, da čim bolj sodeluje z javnostjo in to priznanje je samo priznanje vsem, ki se trudijo za dobrobit občine Brežice. Skupaj s sodelavci ste v letu 2022 zagnali močen investicijski cikel, ki traja tudi v letošnjem letu. Katere investicije lahko izpostavite? Zdaj, seveda jaz lahko povem, da je vsaka investicija za nas pomembna, ali je to velika investicija ali je mala, kajti moj cilj in pa seveda cilj tudi nas na občini je, da se praktično v vseh krajih investira, kajti vsaka investicija prinese višjo kvaliteto življenja za naše občane, višji standard in tu lahko rečem, da delamo res po celi občini. Seveda so pa vsako leto določene investicije, ki so pa bolj obširne in pa seveda tudi finančno in pa tudi na drug način za nas bistveno težje, zato mislim, da prav, da vseeno izpostavim tiste, ki so bile v teh časih najbolj zahtevne. Sigurno ena od zelo pomembnih investicij so bile energetske sanacije 15 stavb, ki smo jih začeli praktično lansko leto in je bilo letos dokončane. Tu gre kar za veliko investicijo, čez 5 milijonov evrov, ki smo jo delali skupaj z Petrolom. Prav tako pa smo za to pridobili praktično tudi kohezijskega sklada z Ministrstva za infrastrukturo 1,8 milijona in pa seveda občina je pri tem prispevala nekje okoli 650 tisoč evrov, vse ostalo pa seveda privatni partner. S tem smo praktično res uredili energetsko skoraj vse naše šole, prav tako tudi še knjižnico, glasbeno šolo in pa še nekaj drugih objektov. Zelo pomembno je seveda, da smo zamenjali predvsem ta energent, predvsem z kurilnega olja in pa plina smo šli na druge energente, predvsem gre na geosonde in ostale stvari, tako da bo bistveno bolj ekološko to ogrevanje, bistveno bolj učinkovito. Seveda smo pa ob tem zamenjali tudi praktično vse izolacije fasad, zamenjali smo stavbno pohištvo, zamenjali smo potem seveda izolacije stropov, prav tako smo vgradili predvsem termostatske ventile in pa podobno, tako da dejansko na tak način smo res prispevali tako k okolju in pa tudi znižali stroške dolgoročno in pa sanirali večina naših objektov in jaz verjamem, da je to tudi veliki prispevek tako okolju kot seveda tudi boljšimi pogoji za delo v šolah, knjižnicah in pa v drugih javnih stavbah. Poleg energetskih sanacij pa občina trenutno gradi tudi 2 vrtca, in sicer v Artičah in Dobovi. Kdaj lahko pričakujemo, da se bodo otroci vselili in kako obsežna je to investicija za občino? Ja, res je, občina se je odločila, da bo zgradila tudi nove vrtce v Artičah in pa v Dobovi. Vrtiče gre več ali manj za to, da je praktično bilo bistveno premalo prostora, zato smo praktično dozidali vrtec obstoječi šoli in pa seveda s tem dobili nov 5-oddelčni vrtec.
V Dobovi pa vemo, da je bil eden najstarejših vrtcev, še tiste montažne narejen, kot so bili v preteklosti na Bizelskem šola, potem Brežki vrtec in pa Dobovski, in so bili v zelo slabem stanju, zato je bilo potrebno vrtec popolnoma porušiti in pa zgraditi novi. Vrednost teh dveh vrtecev je okoli 4 milijone evrov. Me pa veseli, da v letošnjem letu po dolgih letih smo ponovno dobili sklep o sofinanciranju vrtcev, kajti treba povedati, da od leta 2009 vlade več niso financirale vrtcev, tako da bomo pridobili nekje tudi nekaj povrnjenih sredstev, tako da bomo lažje dogotovili vrtce. Vrtce so praktično zdaj že skoraj gotovi, so v zadnji fazi, nekje pričakujemo, da se bo zdaj do konca leta gradilo pohištvo, tako da se predvideva konec januarja oziroma februarja pred zimskim počitnicam tudi selitev, in s tem seveda bomo dobili res dva izredno lepa urejena vrtca v naši občini. Odmevni investiciji v občini Brežice pa sta zagotovo obnova lesenega mostu v Cerkljah ob Krki in dokončanje obnove železnega mostu čez Savo in Krko. Za kakšen obseg investicije gre, saj sta mostova zelo pomembna za občino? Ja, jaz mislim, da res gre za izjemno pomembne investicije. Najprej seveda obnovljen leseni most v Cerkljah ob Krki, ki bo drugo leto praktično imel 100 let, odkar je bil postavljen. Tu je šlo praktično za zaščiten kulturni spomenik, in pa ta most je popolnoma lesen, zato ga je bilo potrebno praktično porušiti in zgraditi čisto novega lesenega, enakšnega, kot je bil v preteklosti. In tu lahko rečem, da smo zelo veseli, da nam je pristopilo na pomoč tudi Ministrstvo za obrambo, ki je ta most sofinanciralo, vključno z cesto od Cerkelj do Pirošice, tako da tu smo to naredili. Vrednost investicije skupaj za cesto je bil pa skoraj 1 milijon evrov. Druga zelo pomembna investicija pa je dokončanje obnove železnega mosta čez Savo in pa Krko v Brežicah. Vemo, da ta most praznuje letos 115 let, in je bil zelo načet, predvsem kar se tiče železne konstrukcije, saj je praktično popolnoma propadel spodnji del nosilni, zato je bilo treba cel most na nek način prevzdigniti in pa zamenjati vse to nosilno konstrukcijo železno. Na mostu čez Krke pa celo tudi povozno ploščo. Tu je bilo res kar precej dolgo trajno, skoraj 4 leta se je obnavljalo in letos je gotovo, vrednost je bila pa okoli 2,5 milijona evrov, ki smo jih zagotovili lastne iz občinskega proračuna. Tako da te dve investicije verjamem, da bojo izjemno dolgotrajno zapisane za leto 2021. Posebej pa lahko rečem, da ta brežiški železni most, na katerega so tudi čustveno vezani Brežičani in ki je tudi na nek način naš kulturni tehnični spomenik, je bil zelo težko pričakovan. Tudi na sami otvoritvi se je ogromno ljudi zbralo, ki so prišli se sprehajati po tem mostu, in to je tudi ena kar velika bila investicija, tako zahtevna kot finančna. Omembe vredni pa sta seveda tudi preplastitev regionalne ceste Mokrice Obrežje Slovenska vas in izgradnja pločnika ob cesti v naselju Obrežje, ter seveda tudi sanacija in zaščita skalnega podora v Slovenski vasi, ki je bilo končano septembra letos. Ja, za občino seveda je zelo pomembno, kot sem že povedal, da si občina pridobi tudi sredstva od drugih, kajti sama kljub kar povečanju sredstva nima dovolj za vse investicije. Zato gre tu za investicije, ki so načrtovane skupaj z Direkcijo Republike Slovenije. Ena od takšnih je bilo ureditev križišča in pa gradnja pločnika na Obrežju, kjer smo seveda uredili cesto od mejnega prehoda pa vse do izvoza za avtocesto. Tu je bilo seveda urejena cesta, poleg tega pa pločnik, ki bo seveda poskrbel za bistveno večjo varnost in pa seveda tudi razširitev križišča. Tu je šlo kar za čez 1 milijon evrov vredno investicijo, od tega seveda je kar 60% bilo od direkcije, nekje okoli 40% pa od občine. Prav tako seveda smo imeli v Slovenski vasi že kar nekaj let težave, kajti dejansko so se več ali manj skale valile iz hriba dol, v tem so ogrožile kar 15 hiš, v katerih živi kar nekaj ljudi. Zato seveda smo nekako z Ministrstvom za okolje in prostor nazadnje našli rešitev. Tu nam je celo Ministrstvo za okolje in prostor
v večji del financiralo, tako da so se tam uredile te stvari, namestile so se posebne mreže, ki nekako varujejo za te skale, če padejo, in pa posebni zidovi. Tako da me veseli, da končno tudi na tak način s pomočjo Ministrstva za okolje in prostor nam je uspelo urediti to navaren obseg del. Tako da vse skupaj, ko danes lahko rečem, se vidi, da občina Brežice dobro sodeluje tudi z ostalimi inštitucijami, saj brez pomoči tako Ministrstva za obrambo, kakor Ministrstva za infrastrukturo, vseh teh investicij v občini Brežice ne bi moglo biti. Občina nadaljuje tudi revitalizacijo starega doma upokojencev Brežice ter gradi večnamenski dom Velike Malence. V kakšni fazi sta omenjeni investiciji danes? Občina Brežice je praktično si pred leti predvsem zavzemala, da pridobi nazaj ta stari dom upokojencev, katerega želi prenoviti tako za bivalne enote in pa delno tudi za društva, kot so Ozara in pa Društvo upokojencev. V lanskem letu smo uredili prostore predvsem za varovance VDC-ja, v katerim bojo nastanjenih 15 varovancev. V letošnjem letu dokončujemo pa nadaljevanje tega, tako da do konca leta naj bi bil praktično ta dom prenovljen, v katerem bojo bivalne enote in pa tudi, kot sem že povedal, Ozara in pa druge vsebine Društva upokojencev. Tako da sigurno s tem bomo kar precej pripomogli tudi v pomoči tistim, ki imajo mogoče socialno stanje malo slabše in pa seveda tudi druge pomanjkljivosti, tako da bomo s tem lahko zagotovili tudi tem ljudem boljše pogoje za bivanje. Seveda v občini pa tudi veliko dajemo na razne večnamenske domove po vseh krajevnih skupnosti. Namen tega je predvsem, da se ljudje lahko v teh domovih družijo, izvajajo določene svoje aktivnosti, in tako smo se pred leti tudi dogovorili, pa seveda tudi občinski svet je v proračunu sprejel, da se zgradi nov dom v Velikih Malnicah, kajti vem, da ta dom je bil v izjemno slabem stanju, saj je bil večkrat poplavljen, in tako smo tudi prišli do tega, da smo ta dom porušili in novega naredili, in ta dom naj bi bil tudi v letošnjem letu končan, dan v upravljanju krajevne skupnosti, in tudi na tak način prispevamo k kraju, da ima neko svoje središče, v katerem se lahko družijo. Občina Brežice je v letu 2021 začela projekt obnove in rekonstrukcije vodovodnega stolpa kot razgledne točke. Kaj vse bo omenjena obnova obsegala in kako zahtevna investicija je to? Ja, tu treba povedati, seveda, da ta naš vodovodni stolp je simbol občine, in ljudje smo kar tako malo žalostno gledali, da ta vodovodni stolp zadnja leta več ni imel nekega svojega napredka oziroma je začel celo propadati. Seveda težava je bila v tem, da je bilo pred 30 leti podpisana pogodba z privatnim lastnikom za 50-letno najemnino, oziroma da so se mu vložke priznali praktično za 50 let najemnine. Zato seveda bila naša želja, da nekako najprej razrešimo to težavo. Potem smo se dogovorili z samim najemnikom, da se ta pogodba prekine, in pa na tak način, da seveda gremo v projekt obnove tega vodovodnega stolpa. Seveda največja težava je bilo, da je bilo trebno najprej narediti statično presojo tega stolpa. Ugotovilo se je, da je samo 60% potresno varen, zato je bilo potrebno seveda v projektu upoštevati najprej potresno ojačitev, kasneje pa tudi vsebino. Mi smo seveda se odločili, kajti takšna vodovodna stolpa sta samo 2 v Sloveniji, in danes se zelo močno razne razgledne točke gradijo. Mi smo ugotovili, da bi bilo res škoda delati neke druge razgledne točke, ampak da je to idealen projekt, v katerem lahko naredimo razgledno točko. Zato bomo v stolpu seveda naredili razgledno točko v samem bistvenem rezervoarju, ki je bil včasih na vrhu, v katerega bo izpeljan tako lift kot stopnice. Prav tako bo pa še praktično 5 etaž, v katerem bo možno si ogledati razne znamenitosti občine, turistično ponudbo in ostale stvari. Smo pa še zraven odkupili tudi
objekt, ki ga bomo sanirali in noter naredili atrij, tako da bo to res, lahko rečem, ena tak ponos občine, ko bojo prišli kot turisti od drugod v atrij, bojo lahko tudi poklepetali, potem pa si ogledali ta stolp in pa za stolpa praktično večji del občine oziroma tudi Posavja. Tako da pogodba je podpisana, dela so se začela, praktično stolp bi moral biti končan avgusta drugo leto, potem pa še ta paviljon, tako da verjamem, da bo to kar veliki prispevek k dodatni ponudbi turistični in pa seveda tudi predvsem pri ohranitvi naše kulturne dediščine. Veliko pa se je govorilo tudi o sanaciji državne ceste in gradnja pločnika skozi naselje Podgrečeno, to je na cesti Čatež ob Savi Mokrice. Kakšno je stanje omenjene investicije? Občina Brežice seveda se že kar precej časa zavzema za sanacijo ceste od Dvorc pa vse do Jesenic oziroma do Obrežja. Konec koncem treba povedati, da seveda ta cesta z gradnjo avtoceste je postala še vedno zelo obremenjena, se en del ljudi se izogiba avtoceste in vozi po tej cesti. Zdaj, kot sem že povedal, v letošnjem letu smo uredili en del te ceste, predvsem od Obrežja oziroma od mejnega prehoda do izvoza na avtocesto. Seveda, drug del je pa sanacija ceste na Podgrečenom. Tam vemo, da je eno izjemno izoženje ceste in končno smo prišli do tega, da se je skupaj z direkcijo podpisala pogodba, ki se bo tam naredila razširitev in pa čez samo Podgrečeno tudi naredil pločnik. Vrednost te pogodbe je okoli 750 000 evrov. Praktično bi se že ta dela morala izvajati, vendar glede na to, da se sočasno na veliko zdaj tudi sanira sama avtocesta. Če bi se še ta cesta zaprla ali pa delno zaprla, bi prišlo do velikega zastoja, zato bo se to takoj začelo, ko bojo končana dela na avtocesti in jaz verjamem, da se bo že v kratkem to začelo in da bodo spomladi tudi to narejeno. Mogoče še povem tudi, da se še urejajo tudi druge stvari z direkcijo. Predvideva se potem nadaljevanje reševanja problematike tudi v Ribnici. Prav tako imamo z direkcijo v tem trenutku dogovor, da se končno uredi tudi predvsem, kar se postajališča na Borštvu tiče in pa tudi ceste in pa pločnika v Kapelah. Tako da občina v tem trenutku res intenzivno sodeluje z Direkcijo Republike za Slovenijo, z katerimi skupaj načrtujemo obnovo cest in pa pločnikov. Najlepša hvala, toliko za zdaj. O proračunu, načrtih za leto 2022 pa nadaljujemo po glasbi. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, še vedno poslušate oddajo Odgovori na mestu, kjer danes gostimo župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. V prvem delu pogovora smo se dotaknili investicij iz preteklih let ter nekakšnih izpostavljenih projektov, sedaj pa načrti občine za naprej, predvsem če se osredotočimo na investicije. Kaj lahko izpostavite? Ja, sigurno občina ima še veliko načrtov za naprej. En od pomembnih je predvsem dostopni vodni center. Kot veste, hidroelektrarna nam je omogočila, da imamo v Sloveniji eno največjih jezer. Zato seveda si želimo, da bo končno tudi prišlo do zaživitja aktivnosti na njem. Dejstvo je seveda, da to že kar precej dolgo govorimo, vendar šele zdaj grejo dela uradno proti koncu na hidroelektrarno Brežice, kjer bo prišlo do prevzema te infrastrukture. Mi pa si želimo seveda na eni strani, da se uredijo aktivnosti na samem jezeru, na drugi pa, da se še naredi kajakaški center v samem jezeru, za katerega smo seveda naredili letošnjem leti tudi arhitekturni natečaj, tako da se mi vidi, da je to zelo pomembno za projekt za prihodnost. Seveda bolj intenzivno je pa v tem trenutku dela, ki jih želimo narediti na kolesarskih povezavah in pa hidravličnih izboljšavah. Tu naj povem seveda, da smo uspešno pridobivali evropska sredstva, tako se že gradi kolesarska povezava med Brežicami in pa Dobovo. Prav tako je v postopku izbira izvajalca za Brežice Krško vas in pa izbira izvajalca za hidravlične izboljšave vodovodne sisteme občine Brežice in pa Bistrica, kjer se povezujejo sistemi.
Gre res za zelo zahtevne in pa velike projekte. Vsi trije projekti bojo vredni skoraj 15 milijonov evrov, od tega pa seveda bo precej denarja prišlo tudi evropskega. Pomembno pa je seveda, da se sočasno z kolesarskim povezavam tudi urejajo ceste, tako cesta državna pri Dobovi in pa tudi proti Krški vasi. Tako da jaz verjamem, da imamo v prihodnosti kar precej teh aktivnosti. Zelo pomembno se mi pove, da se je začela načrtovati tudi vzhodna obvoznica Brežice. Eno je dogovor, ki smo ga podpisali predvsem od Rondoja pri Termah Čatež do Trnja in pa kasneje proti Bukovšku, ki se bo delalo, in pa druga stvar pri Intermarketu, kjer naj bi končno prišlo do nadhoda in s tem reševanje tudi praktično železniških prehodov v Brezini. Jaz upam, da bo prišlo tudi do te gradnje in mi že zdaj imamo razpis za projektanta in jaz upam, da bomo prišli do rešitve in pa kasneje tudi predvsem do tega, da bomo rešili te nevojska križanja. Trenutno je v fazi izvedbe drugi participativni proračun občine Brežice za leti 2022 in 2023, ki ga je občina Brežice v takšni obliki prvič izvedla leta 2019. V lanskem letu ste uresničili 15 projektov, katere so predlagali občani oziroma občanke sami. Kako pa so se na participativni proračun odzvali letos? Ja, lahko rečem, da smo zaključili 15 projektov, ki kaže na to, da te projekti občanom zelo veliko pomenijo, saj so jih praktično nekako sami predlagali, sami so jih izbrali in tudi pri sami izvedbi sodelovali. So pa to več pa manj takšni projekti, ki so na nek način finančno manjše vrednosti, vendar pa občanom nudijo nekšen prostor, v katerem se združujejo, srečujejo, izvajajo svoje aktivnosti. Zato smo seveda tudi nadaljevali z tem za leto 2022 in pa 2023. Moram reči, da seveda to je pomembno, da izpeljamo pred izvedbo proračuna oziroma sprejetega proračuna za 2022 in pa 2023, kajti potem se te projekti notri vključijo. Do zdaj je bila izbrana že komisija, prijeli smo že praktično 32 predlogov za nove projekte. Tako kot v prejšnjih letih, projekti bojo razdeljeni na 4 območja, tako kot so tudi volilna območja, tako da bo Brežice, Zakot, Bukovšek, Trnje, Šentlena, potem drugo območje Jesenice, Cerklje ob Krki in pa praktično cela Kranjska stran. Tretje območje je Dobova, Kapele, Globoko in pa četrto območje Bizeljsko, Artiče, Pišec in pa Pečet in pa Križe in pa Sromlje. To pa delamo predvsem zato, da se res ti projekti razdelijo po celi občini, da ne bi prišlo do tega, da bi samo, v večjih krajih ali pa v manjših bilo. Tako da tu je predvsem treba povedati, da glavno bo potekalo praktično glasovanje med 8.11. in pa 12.11. Zato seveda pozivam vse tiste, ki so zainteresirani, da se potrudijo in da sami izglasujejo v kraje svoje, kjer projekt si želijo, kajti le na tak način bomo res lahko zagotovili, da te projekti so tisti, ki jih ljudje predlagajo in tudi na koncu sami določijo, kje in pa kaj se bo delalo v njihovem kraju. Približujemo se koncu leta 2021, ki ga kot občina ocenjujete kot zelo uspešnega. Kakšni pa so načrti za leto 2022, če se dotaknemo proračuna, ki še ni sestavljen? Jaz moram reči, da predlog proračuna je v zaključni fazi. Predvideva se, da bo konec tega meseca tudi seja, na katerim bomo obravnavali tako proračun za leto 2022 in pa leto 2023. Prav tako bo ta dva proračuna investicijsko močno se nadaljevala. Sigurno razlog je od tega, da se nadaljujejo projekti, ki so se letos začeli evropski. Prav tako pa seveda imamo še vedno kar precej sredstev za investicije. Seveda za nas so zelo pomembne te 3 investicije, kot so 2 kolesarske steze in pa vodovodne hidravlične izboljšave, ki morajo biti končane v drugem letu, tako fizično kot finančno. Potem vodovodni stolp Brežice, ki je prav tako izjemen zalogaj za nas, to bo vrednost verjetno na koncu z Atrijem prišla okoli 2 milijona evrov in pa še kar precej drugih investicij, ki se gradijo praktično po celi občini in tudi v naslednjih letah lahko rečem, da se bo delalo povsod. Seveda je pa v proračunu zagotovljena sredstva tudi za druge aktivnosti, to so društva, klubi, prav tako bojo nabavljali po načrtu dolgoročnem gasilska vozila,
in pa seveda še veliko drugih aktivnosti. Seveda zagotovljeno bo denar tako za socialo, za vrtce, za šolstvo. Tako da nekje pričakujemo, da se bo uspešno letošnje nadaljevalo tudi v drugem letu in da nekih bistvenih sprememb ne bo, razen da bomo nadaljevali še naprej tako z investicijami, ki pomagajo ljudem oziroma ki jim omogočajo višjo kakovost življenja, po drugi strani pa bomo tudi zagotovili, da bo to društveno-kulturno življenje potekalo čim bolj normalno. Verjamem, da tega je še veliko bilo narejenega v letošnjem letu in bo v drugem, kjer ni. Seveda bilo zaenkrat vse povedano, kajti enostavno se vse ne da povedati, koliko se je vsega naredilo. Mogoče edino, da pa seveda opozorim naše občane, da vekolikor bo seveda v proračuni sprijeti v prvem branju, bo potem tudi javna obravnava, na katerem bojo lahko tudi naši občani dali še dodatne pobude, pripombe na proračun in jaz upam, da bo nekje v januarju drugo leto proračuna 2 tudi sprijeta, ki bo ta omogočila potem seveda ponovno nadaljnji razvoj občine Brežice. Gospod župan, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam in seveda vsem našim občankam in občanom želim predvsem, da ostanemo zdravi. Odgovori na mestu.